Tole me zanima, moram prebrati, gre za izjavo gospoda Tirka. Dejstvo, da je komunistična partija kot ena od organizatoric odpora zlorabila partizanstvo za lastno osvojitev oblasti in da je s partizanstvom legitimirala nedemokratični politični sistem, je treba priznati. Zanima me, ali je po vašem v tej izjavi kaj spornega? Poglejte, kar sem imel povedati o vojni in po vojnih dogodkih sem povedal, torej ne bi polemiziral z gospodom Tirkom. Kar se tiče partizanstva, ni potrebno ga povezovati zgolj z komunistično partijo, ker večina ljudi, ki je šla v partizane, ni šla kot članov komunistične partije, je bila premajhna, da bi se to lahko zgodilo. Kaj se je dogajalo na domobranski in na partizanski strani med vojno, ne ugotavljajo zgodovinarji, ki jih to zanima. Sam pa mislim, da je treba kolaboracijo med vojno obtožiti oziroma obsoditi, tako kot je treba obsoditi tudi neprimerne poboje po vojni, kadar je šlo za maščevalne dejanja proti posameznikom. Res pa je, ker ste me že vprašali o teh stvareh, da so dogodki v Mariboru, ki so zdaj najbolj aktualni, dogodki, kjer je nemogoče potegniti jasno črto ločnico med tem, kar se je dogajalo med Slovenci, pa med tem, kar se je dogajalo med mnogimi vojskami, ki so šle iz jugovzhodne Evrope preko Slovenije v Nemčijo, ali pa želeli priti tja, in tistimi, ki so jim sledili in ki niso bili praviloma slovenski ali pa slovenska vojska, ampak druge armade, ki so pa verjetno v mnogih primerih imele razlog za maščevalnost, glede na to, kaj se je dogajalo v krajih bivše Jugoslavije predtem. Torej, jaz bi prepustil ocenjevanje števila žrtev, razlogov za to, ker se je dogodilo dvem strokam, za to, kaj se je dogodilo zgodovinarjem, koliko je pa žrtev pa sodni medicini, da ne bi mešal teh stvari. Torej, da ponovim na koncu, ne polemiziram in ne želim polemizirati z izjavami zadnjih dni. Moje pojmovanje dogodkov je, da je bilo partizanstvo pozitivno gibanje, ki ga je priznala vsa Evropa, ni razlogov, zakaj ga Slovenci ne bi priznali. Politične ocene ne delajo politiki, spravo ne delajo pa ljudje med sabo, ne politika. Če sem še tole vprašanje, gospod Stanovnik je rekel glede te izjave tudi, da naj bi bile takšne izjave lastne domobrancem in ne tistim, ki se smatrajo za naslednike komunistične stranke Slovenije. Glede na to, da je gospod Stanovnik javno izrazil podporo vam, me zanima, ali to pomeni, da ste pa mogoče vi naslednik komunistične stranke Slovenije? Na neresna vprašanja ne morem resno odgovoriti. Jaz sem človek, ki se je rodil leta 1951, imam svoj svetovni narodovski pogled, ki ga ne skrivam, ki je levo-liberalen. To pa ne pomeni, da ne razumem dogodkov, ki so se dogajali pred mojim rojstvom. In sem že povedal, obsojam tako kolaboracijo med vojno, kot tudi neupravičene povojne poboje. To z komunističnim režimom, kar se mene tiče, nima nobene zveze in je taka, če hočete, insinuacija nepotrebna. No, pa še eno resno vprašanje. Glede te podpore gospoda Stanovnika, ste veseli? Ja, ker ga spoštujem kot človeka, ki je v življenju veliko naredil in tudi veliko pretrpel. Konec koncev je bil prvi predsednik predsedstva Republike Slovenije, ki se je soočil z razpadom bivše Jugoslavije, takrat še ne formalnim, dejanskim pa že, in je takrat opravil vlogo, za katero bi mu lahko mnogi hvaležni v današnji Sloveniji, tudi tisti, ki danes vladajo. Torej, spoštujem, ne mislim pa, da gre za tukaj za tekmovanje v podpori. Jaz ne zbiram podpore kot sadja, ampak mi je vsakdor, ki se mu zdi primerno mene podpreti, enako pomemben, torej tudi glas gospoda Stanovnika, kolikor se je za to odločil, velja tako kot glas kogarkoli drugega, ki so me že, pa me še bodo podprli. Katere bi pa bile vaše vrline, ki so tudi vrline slovenskega naroda, se pravi vrline, ki jih tudi vi premorete? Mislim, da ni treba pretiravati v povezavi med posameznikom in narodom. Jaz o vrlinah naroda ne bi govoril, ker nisem strokovnjak za to področje, o svojih. Sem pa upam, da jih toliko izkazal v preteklih letih, ko sem moral tudi delati dosti odgovorne družbene ali pa državne funkcije, da jih posebej ne bi ponavljal. Rezultati govorijo svoje, kolikor kdorkoli tisti, ki jih morajo, jih spoznajo, če jih ne. In tudi moja beseda najbrž ne bo prepričala. Hvala lepa. Hvala.